Počitniška stanovanja običajno niso vrhunsko urejeni bivalni prostori z izpiljeno estetiko. Notranji opremi ne bo vsak posvečal veliko pozornosti. To pa ne velja za vikend v Izoli, v katerem je z velikim občutkom za skladnost vse na svojem mestu. Kadar gremo k nekomu prvič na obisk, je najlepše, če se za vrati njegovega doma skriva presenečenje. Tako je bilo tudi ob vstopu v počitniško stanovanje v Izoli, ki ga je za naročnika preuredila arhitektka Andreja Medvedič, ko se je pred nami odprl nepričakovano lep, prostoren in moderno opremljen prostor. Sprašujem se, če bi bilo to moje obmorsko zatočišče, kje bi preživel več časa? V stanovanju ali na plaži? Avtorica prenove Andreja Medvedič je med pogovorom navedla zanimiv podatek, da so v času cesarice Marije Terezije stanovanja merili v kubaturi, torej prostornini, in ne v kvadraturi, torej površini tal prostorov. Tako vrednotenje bivalnih prostorov se zdi najbolj primerno za dojemanje vtisov, ko si ogledujemo to počitniško stanovanje. V njem je pred prenovo živela družina domačinov, stanovanje pa je imelo popolnoma drugačen videz. Podrli smo skoraj vse stene, vendar smo jih pol na drugačen način tudi sestavili nazaj. Tudi prej so bili 3-4 prostori, vendar smo v bistvu vhodni prostor, losali smo se veže in smo v bistvu naredili kar dnevno sobo že takoj, ko stopite noter, se vam odpre prostor, se pravi ozki hodniki, po katerih pridemo v stanovanje, potem pa wow efekt. Andreja Medvedič je tik pred diplomo zaključila študij arhitekture. Nekaj let je delovala v oglaševanju, temu je sledilo vodenje uspešnega studija za wellness. Pri prenovi stanovanj ima svojevrsten pristop. Verjamem tudi, da kot ima telo svoj DNK, ima vsaka hiša svoj DNK in ko stopimo vanjo, če jo prenavljamo, moramo odkriti njeno pravo identiteto. Tu pa porabim izjemno malo časa za načrtovanje in izvedbo. Načrtujem praktično hipno, vikend arhitekt sem jaz. Kakšen je bil njen prvi vtis, kaj jo je navdihnilo, ko je vstopila v to stanovanje? Jaz nekako, ko vstopim v prostor, se mi kar hipno porodi osnovna ideja. Osnovna ideja se je začela z motivom za nama in seveda jasno mi je bilo, ko bomo ta prostor očistili vsega odvečnega, bo prišel do izraza na popolnoma drugačen način, s predispozicijo, da se je že prej iz vseh spalnic videlo morje. Takoj, ko sem stopila v prostor, sem videla, ko se bo odprlo, da rabimo en akcent na zadnji steni in ni ga bilo lepšega motiva kot dejansko bog morja Pozejdon, ki nekako zaključuje to zgodbo, ker je tapeta črno-bela, sem potem črte, ki so tipične mornarske črte, naredila tudi črno-bele, da so drugačne od tipične morske kombinacije modro-bele, kot bi jo pričakovali. Prvi vtis ob vstopu v dnevni prostor je varljiv. Kljub pretežno sodobni notranji opremi je v sobah tudi nekaj kosov, ki se navezujejo na preteklost, tradicijo. Tudi kuhinjske omare niso ravno minimalistične. Kuhinjo sem izbrala starinsko zaradi tega, ker je v bistvu narejena tako, kot da bi jo tukaj že našli. V bistvu, kot da je original pripadala stanovanju, pa ni. Od nekdaj me je mikala mešanica starega in novega in pred tem nimam nobenih predsodkov. Verbalno kitajska srebrna omarica pa piranski stil nekako ne paše, vizuelno, kot boste videli, popolnoma. Konec koncev pa smo pa ob morju in že stari pomorščaki so pluli ne vem kako daleč, da bi prinesli dragocene stvari iz daljnega vzhoda in mislim, da je morje tista točka, na kateri se lahko brez problema vsi stili zmiksajo. Tudi v kopalnici lahko opazimo posrečeno mešanico slogov. Včasih so se umivali tako, da so imeli na omarici, na kateri je bil marmor, skledo in zraven vrč in so se umivali na ta način. Tukaj se mi je zdelo vredno ohraniti vsaj vizualno del te tradicije in sem tako omarico kupila, jo restavrirala, kupila kovano skledo
izvrtala luknjo, pipo in sem iz tega naredila v bistvu moderen umivalnik, na koncu pa je rain shower tuš in to je vse, kar rabimo na morju, dober tuš in umivalnik. Barvna paleta je razmeroma skromna, večina prostorov in opreme je črno-bela. Ja, barvna paleta je taka osnovna, zaradi tega, ker imamo strukturo tramov in v bistvu ne rabimo nekih dodatnih barv, ki bi poudarjala karkoli. Imamo motiv za nami tapeto in imamo pa na skrajnih koncih stanovanja levo in desno pistacij barve sobe, spalnice, zelena pomirja in je hkrati barva stavbe od zunaj. Ko smo stopili v to stanovanje, seveda tramov ni bilo, to je bilo zgornje nadstropje v stari hiši v Izoli. In ker je bilo to zadnje nadstropje, se mi je zdelo popolnoma odveč pustiti strope, ki so zadevo zelo tiščali dol. In ob tem, ko smo odprli strope, se nam je razkrila strašno lepa strešna konstrukcija in kar na lepem je to stanovanje, ki je sicer majhno, dobilo volumen in do izraza so prišli ti prekrasni tramovi, ki smo jih seveda spolirali, premazali, zaščitili. Ne zgodi se pogosto, da imajo nekdanji lastniki stanovanj priložnost videti svoj nekdanji dom po prenovi. Vendar, ko je bivša lastnica stopila na moje povabilo na kozarec Malvazije, jo je skoraj zadela kap, ko je stopila v prenovljeno stanovanje in je bila čisto navdušena in rekla: "Mama mia, to ne morem verjeti, da se lahko v mojem stanovanju lahko kaj tako lepega zgodi."